Vplivneži na družbenih omrežjih Andrew in Tristan Tate so spet v središču pozornosti, spet v ZDA in spet v lisicah. Par so aretirali čez vikend v Miamiju kot del kazenskih preiskav, ki zdaj potekajo po vsem svetu. Tožilci v Združenem kraljestvu zahtevajo, da je postanek bratel Tate v ZDA kratek, saj zahtevajo izročitev. Tako se bosta brata zdaj lahko soočila z več 10 obtožbami. Imamo podrobnosti o tem, kaj se je danes zgodilo na Zveznem sodišču. Poleg tega bom govoril s slavnim odvetnikom za kazensko obrambo. In povabil bom člana ameriške maršalske službe, ki nam lahko ponudi vpogled v to, kako je potekala aretacija Andrewa in Tristana Tatea. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Zdaj je minilo že nekaj časa, odkar smo govorili o Andreju in Tristanu Tateu, samooklicanih mizoginih vplivnežih na družbenih omrežjih, ki se trenutno soočata s kazenskimi obtožbami v več kot eni državi. Tako sta brata trenutno, medtem ko to snemam, v zvezdnem priporu v Miamiju na Floridi. Čakata na odločitev sodnika, ali ju bodo poslali nazaj v Združeno kraljestvo, kjer se bosta soočila z obtožbami zaradi spolnih kaznivih dejanj. Torej, tukaj sta 39-letni Andrej in 38-letni Tristan Tate. Sta državljana tako ZDA kot Združenega kraljestva. V zadnjih nekaj letih pa sta bila oba večkrat v romunskih zaporih in iz njih. Oba sta se preselila v Romunijo, potem ko sta na spletu kritizirala pomanjkanje svoboščin v drugih državah. Konec leta 2022 so Andreja in Tristana skupaj z dvema ženskama aretirali. Obtoženi so bili, da so ženske zvabili v spolno izkoriščanje in na spletne strani za spolne storitve s obljubami o romantičnih razmerjih ali da jim bosta brata Tate pomagala pri napredovanju v karieri vplivnic. Andreja Tate je večkrat izjavil, da ni nobenih dokazov proti njemu in da naj bi šlo za neko ozadno zaroto. Preživela sta čas v priporu in v hišnem priporu, preden je sodišče odpravilo omejitev potovanja, jima lani dovolilo zapustiti državo, odleteti v Florido s privatnim letalom in se nato vrniti v Romunijo. Primer v Romuniji se še vedno nadaljuje, vendar je po poročanju lokalnih medijev naletel na nekaj postopkovnih ovir. Toda hkrati, ko sta se soočala z obtožbami v Bukarešti, so tudi številne ženske v Združenem kraljestvu vložile tožbe proti bratoma Tate. In zdaj ti moški tam soočajo z več 10 obtožbami. Tako so bili, ko so v soboto pristali v Miamiju, tokrat pridržani na podlagi zapečatenega naloga za prijetje kot del zahteve za izročitev. Po navedbah britanske službe za pregon kaznivih dejanj sta Andrew in Tristan obtožena v povezavi s 4 dodatnimi domnevnimi žrtvami in dogodki, ki naj bi se zgodili med letoma 2010 in 2017. Tako se poleg dolgega seznama obtožb, s katerimi sta se že soočala, po poročanju The Guardiana zdaj soočata še z več 10 novimi. CPS je Andrewa obtožil še 7 primerov posilstva, 3 primerov organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, 3 primerov napada s telesno poškodbo ter 19 dodatnih obtožb v zvezi z nespodobnimi podobami otroka in ekstremno pornografijo. Tako se po podatkih BBC-ja Andrew zdaj v Združenem kraljestvu sooča s skupno 42 obtožbami, Tristan pa 17. Vodja posebnega oddelka za kazniva dejanja pri CPS, to je Malcolm McCarthy, je povedal: Te odločitve o obtožbah so sledile prejemu dodatnega dokaznega gradiva s strani policije iz Bedfordshira in skupno število domnevnih žrtev v tem primeru zdaj znaša 7. Odvetniki bratov Tate so odločno zanikali kakršnokoli krivdo. Odvetnik Joseph McBride ni ovinkaril v dolgi izjavi, v kateri je med drugim dejal: Svet ve, da sta Andrew in Tristan Tate nedolžna. Njihovi sovražniki to vedo najbolje od vseh. To je pravzaprav razlog, zakaj so bili napadeni. Nadaljeval je: Razumite, kaj je Velika Britanija pravkar storila? Med vladama Združenega kraljestva in Romunije obstaja dolgoletni dogovor, da Združeno kraljestvo ne bo zahtevalo izročitve, dokler romunski postopki niso zaključeni. Ti postopki trenutno še potekajo. Ta dogovor obstaja zato, ker noben narod ne sme poteptati sodne suverenosti drugega zaradi politične koristi. Združeno kraljestvo je prelomilo dano besedo v trenutku, ko jim je to postalo koristno. Tu so oni. Ta zahteva za izročitev ima en sam namen, da z birokracijo ugrabijo Andreja in Tristana, preden ameriška porota razkrije resnico celemu svetu. Prepričani smo, da bosta Andrej in Tristan Tate odšla na prostost, ko bo usposobljen sodnik videl dejstva in ko se bo ministrstvo za pravosodje soočilo s to očitno zlorabo svoje lastne avtoritete. Amerika ne opravlja političnega umazanega dela za Britanijo. Ne tukaj, nikoli. McBride je v svoji izjavi trdil, da je aretacije odobril nizko rangirani uslužbenec na ministrstvu za pravosodje.
Vendar je ministrstvo, po poročanju sporočilo Associated Pressu, da je aretacije odobrilo vodstvo kazenskega oddelka. Matt Jury, ki smo ga že imeli v tej oddaji, odvetnik, ki zastopa 4 domnevne britanske žrtve, je za Guardian povedal naslednje. Citiram: Andrew Tate se zdaj sooča z resnično možnostjo izročitve Združenemu kraljestvu po letih javnega prizadevanja 4 Britank, ki jih zastopam. Leta so se borile, da bi se ukrepalo, in zdaj pozivam oblasti, naj zagotovijo, da bo ta primer potekal čim hitreje. Andrew in Tristan Tate sta obtožena nekaterih najhujših kaznivih dejanj, vključno z več primeri posilstva in trgovine z ljudmi. Čas je, da se soočita s pravico. BBC je predstavil postopek, po katerem grejo takšne zahteve, kajne? Kraljevo tožilstvo pripravi zahtevo. To potrdi sodnik. Končna zahteva se pošlje na britansko notranje ministrstvo, ki jo nato posreduje ameriškemu zunanjemu ministrstvu. Nato jo obravnava sodišče tukaj v ZDA. In državni sekretar Marco Rubio ima očitno zadnjo besedo. Torej, glede izročitve. V preteklosti so krožile govorice, da bi Tatova, ki sta oba izrazila podporo predsedniku Donaldu Trumpu, lahko pričakovala njegovo posredovanje v njunih pravnih primerih, vendar je predsednik že prej dejal, da o primerih Tatovih ne ve ničesar. To poroča revija Time. Vendar pa vam povem, da medij poroča, da je bil Donald Trump mlajši, prej citiran, ko je dejal, da je bilo pridržanje brata v Romuniji, citiram, popolna norost. Zdaj je odvetnik, specializiran za izročitve, Ben Keith, povedal za Times: V Združenem kraljestvu, da bi se lahko primer, če bi se Tatova odločila izpodbijati zahtevo za izročitev, v britanskem pravnem sistemu zavlekel za več mesecev. V redu, vem, da je to malo sprememba teme, ampak ima kdo tam zunaj mačko? To je pomembno. Poslušajte. Kdo si ne želi, da bi bila njihova mačka zdrava in srečna, kaj ne? Če jih hranite s Smalls, našim sponzorjem, je to naslednja najboljša stvar. Večina hrane za mačke je narejena iz poceni polnil, mesnih stranskih proizvodov in umetnih sestavin. In zdravje vaše mačke nosi posledice. To je resnica. Ampak Smalls je drugačen, ker so njihovi recepti narejeni brez konzervansov, iz 100% za ljudi primernih sestavin, ki bi jih našli kar v svojem hladilniku. Mačke za energijo potrebujejo beljakovine. Potrebujejo tudi veliko hidracije, da ostanejo zdrave in v dobri formi. Na srečo, Smalls vsebuje vsaj 80% živalskih beljakovin, njihove sveže sestavine pa so nežno kuhane, da ohranijo vse hranilne snovi, hidracijo in okus. 88% lastnikov mačk poroča, da imajo njihove mačke po hranjenju s Smalls boljšo prebavo, bolj sijočo dlako in več energije za igro. Tudi strokovnjaki so navdušeni nad tem. Revija Forbes je Smalls razglasila za najboljšo mačjo hrano nasploh. Recenzenti BuzzFeeda so poročali, da so njihove mačke ponorele za to hrano. Zdravje vaše mačke se začne s tem, kar je. Preizkusite Smalls, prejmite 60% popusta na prvo naročilo, poleg tega pa brezplačno dostavo in priboljške za vse življenje, če obiščete smalls.com/sidecar. Torej, veliko stvari nas čaka. In imamo tudi obravnavo, ki se je zgodilo danes, o katerem bom govoril. Ampak najprej dva različna pogleda na to. Najprej želim povabiti kazenskega odvetnika Bradforda Cohena, priznanega kazenskega odvetnika, ki resnično obravnava odmevne primere in znane osebnosti. Želel sem njegovo mnenje o tem, kaj naj si mislimo. Poglejte. Torej, Bradford, lepo te je videti, najlepša hvala, da si vzel čas. To je velik preobrat. To je velik preobrat. Aretrirani so bili, ko so bili v Miamiju. Zdaj so jim naložili še dodatne obtožbe, poleg vseh drugih obtožb, s katerimi so se že soočali. Imajo še primer v Romuniji. Obstaja možnost preiskave na Floridi. Kakšno je splošno mnenje o tem, kar se je zgodilo čez vikend? Splošno mnenje je, veste, v bistvu bili so na Floridi, aretrirani so bili zaradi te izročitve, še vedno imajo odprt primer v Romuniji. In to je tisto, kar bo tako zanimivo pri tej izročitvi, saj naj bi obstajal domnevni dogovor z Združenim kraljestvom o prednosti. In to pogosto počnemo z različnimi državami, ki imajo lahko različne primere proti posameznikom. Takšen je trenutno položaj. Imajo odprte primere v Romuniji, imajo odprte primere v Angliji. Ta izročitev je za primer v Angliji, ki naj bi bil v bistvu preložen, dokler ne bodo rešeni romunski primeri. Zakaj bi se želeli boriti proti izročitvi? Kaj jih skrbi glede vrnitve v Združeno kraljestvo? Ali gre za to, da če se vrnejo v Združeno kraljestvo, morda ne bodo dobili varščine? Nisem ravno prepričan, kako tam deluje vprašanje varščine. Ampak ali jih morda skrbi, da če gredo tja, morda ne bodo dobili varščine in bodo pridržani ter za zapahi, medtem ko čakajo na sojenje tam? Gre za to. Borimo se proti temu, kolikor se le da, tukaj v Združenih državah. Ampak tudi ne vem, kako to deluje, če se tukaj borijo proti izročitvi. Ali ostanejo tukaj pridržani? Torej, razčlenimo to. Veliko ste povedali, naj to malo razčlenim, prav? Ja, torej. Mislim, da se borijo proti izročitvi, ker je bila prvo domnevni dolgoletni dogovor z Združenim kraljestvom, da ne bodo zahtevali izročitve, dokler postopek v Romuniji ni zaključen.
In mislim, da je nekdo na ministrstvu za pravosodje ali nekdo drug odločil, da predloži to nalog sodniku magistratu. In sodnik magistrat je to odobril. Tako se izda nalog, tako se začne izročitev. Zdaj, to je prva faza. Druga faza, zakaj bi se borili proti izročitvi? No, prva stvar je zaradi tistega dogovora. In druga stvar je, ker bi najverjetneje ostali v priporu med prenosom v Anglijo. In to so že doživeli v Romuniji, kaj ne? Bili so v priporu približno 8 mesecev ali leto dni, ne da bi bile vložene obtožbe. Potem so bile vložene, nekatere so bile opuščene, nekatere so še v teku. Zaplenili so vse njihove stvari. Mislim, romunska zadeva je bila nekoliko nora, glede tega, kako se je odvijala in kako jim ni bilo dovoljeno nikamor iti. Torej se očitno bojijo, si predstavljam, da bi ostali v priporu. Zdaj pa kako deluje izročitev v Združenih državah? Na splošno nimaš pravice do varščine v zvezi z izročitvijo in kako to deluje, ureja člen 3184-18 UEC 3184, kaj ne? In pri določanju varščine gledamo, ali obstaja nevarnost pobega, ali predstavljajo nevarnost za družbo. Niso upravičeni do varščine. In v večini primerov, kot je ta, posameznikom varščina ni odobrena. Zakaj je njihov primer drugačen? Nekaj stvari. Prva je, da so bili na prostosti. Nič se ni zgodilo. Družba je bila varna. Druga stvar je, da so dobro znane osebnosti. Če bi želeli pobegniti, bi lahko pobegnili. Lahko bi šli v Vietnam, lahko bi šli v različne države, ki z nikomer nimajo sporazuma o izročitvi. Romunija, Amerika, Anglija, lahko bi šli v te države, pa niso. Zato mislim, da je argument o nevarnosti pobega nekoliko šibek. In potem je tu še tretja stvar, ki je zame res najpomembnejša, da je Združeno kraljestvo imelo dogovor, da ima Romunija prednost. In argument bi v bistvu bil, da je šlo za nekoga, ki je ravnal na lastno pest, ki je vložil nalog in ga je podpisal sodnik, ta sodnik pa ni imel pojma o kakršnem koli dogovoru z Združenim kraljestvom glede romunskega incidenta. Torej imajo veliko stvari, ki jih morajo obravnavati. Na koncu se bo vse skupaj nanašalo predvsem na obravnavo o izročitvi. In potem tudi, ali je Združeno kraljestvo pripravljeno odobriti varščino ali kakšno drugo obliko izpustitve iz pripora med postopkom izročitve in jim dovoliti, da sami odidejo v Anglijo. Ali mislite, da se bo Bela hiša vpletla? Zakaj to pravim? Torej, gospod McBride je v ponedeljek novinarjem povedal, da verjame, da Marco Rubio in preostala Trumpova administracija niso privrženci komunizma. Niso zagovorniki preganjanja ljudi zaradi svobode govora. Zato bi si na podlagi načel in razlogov, zaradi katerih so bili izvoljeni, mislil, da ne bi želeli videti, da bi dva svobodna državljana odšla v državo, kjer ju bodo iz političnih razlogov vrgli v zapor. Mislim, da je to zanimivo. Ne vem, ali se Bela hiša vmeša ali ne, oziroma ali se sploh mora vmešati. Mislim, da bo prišlo do izmenjave elektronskih sporočil. Mislim, da bo pričanje o tem, da se je Združeno kraljestvo strinjalo, da ne bo zahtevalo izročitve, dokler romunski primer ni zaključen. Tako da ne vem, ali bo to potrebno, ampak mislim tudi, da bo prišlo do neke vrste argumenta o pravičnosti. Kaj ne? Če se je Združeno kraljestvo res strinjalo, da počaka, dokler Romunija ne zaključi, kar ni nenavadno, veliko držav, veliko zveznih držav to počne. Če pogledate primer Lila Durka, ima primer, ki čaka v Chicagu, ima primer, ki čaka v Kaliforniji. Določiti morajo neko vrsto prednosti, kdo ga bo dobil prvi. Tako, obstaja nekaj sodne prakse in nekaj dobrih primerov, ko so različne države dajale prednost tem državam. Ne poznam teh držav, mislim, da se jim ne bo treba vmešavati. Mislim, da bo to vprašanje za Ministrstvo za pravosodje in da bo šlo za to, ali je bila ta nalog izdana po pomoti, v bistvu, ker niso vedeli, da ima Združeno kraljestvo ta dogovor. In nekdo iz Ministrstva za pravosodje reče, počakajte malo, ima nalog za prijetje, pošljimo ga sodniku, kar je nenavadno, a se zgodi. Tako da ne mislim, da se bo Bela hiša nujno morala vmešati. Ampak mislim tudi, da so to nenavadne okoliščine in da gre za nenavaden primer. Tako da me ne bi presenetilo, če bi se v takem primeru vmešal tudi državni sekretar. Vem, da je zakon drugačen.
Vem, da so obtožbe drugačne, ampak zanima me vaše mnenje o tem, s čim se soočajo v Združenem kraljestvu. Torej, še enkrat da ponovim. Andrew Tate naj bi se soočal z 42 obtožbami, torej posilstvo, trgovina z ljudmi, nespodobne slike otroka in napad. Tristan Tate, 17 obtožb, spolni napad, posilstvo, trgovina z ljudmi. Skupaj imata približno kaj? 59 obtožb. Vemo že, da sta se v Združenem kraljestvu soočala z obtožbami posilstva in trgovine z ljudmi zaradi očitkov iz let 2012 do 2015. Zdi se, da gre za preiskavo v zvezi s 7 ženskami in domnevnimi dogodki na vzhodu Anglije med letoma 2010 in 2017. V Združenem kraljestvu se soočata tudi s civilno tožbo 4 žensk, ki trdijo, da sta jih spolno napadla. Povejte mi nekaj o resnosti teh obtožb in kako se jih loti obrambni odvetnik. Obtožbe so zelo resne, seveda, tudi trditve so zelo resne. Kar po mojem mnenju te obtožbe ne kažejo, so tožbe, ki so bile v teku. In mislim, da je bila v Združenih državah tožba, ki je bila v teku, ne vem, ali je bila zavrnjena. Pri mnogih teh zadevah poteka razkritje dokazov. In prišlo je do določenega premika glede tega, da zgodbe niso bile povsem takšne, kot so te mlade dame trdile, da so bile. Torej, kako obrambni odvetnik izpodbija te očitke, je točno tako, kot pravim. Veš, vprašaš o incidentih, pogledaš, kakšni so dokazi, pogledaš, kakšni dokazi so še v postopku. Če obstajajo zunanji dokazi, priče, ki naj bi bile tam, ali naj bi jim ti posamezniki kmalu zatem povedali, ali pa jim niso povedali kmalu zatem. Zakaj je trajalo od leta 2010 do zdaj, da so te obtožbe prišle na dan? Zakaj je prišlo do časovnega zamika? Vsa ta različna vprašanja se postavljajo in poskušamo najti odgovore nanje. Veste, te obtožbe so vedno grozljive. Primer Sean Combs, veste, te obtožbe so bile grozljive in potem je bil na večini teh obtožb spoznan za nedolžnega. Tako da veste, v Ameriki je vsakdo, vsaj tam, domnevan za nedolžnega, dokler ne pride do sojenja. Tako, imaš to domnevo nedolžnosti skozi celotno sojenje, dokler porota ne odloči, ali si kriv ali ne. Ko gledam te primere, obtožbe v vseh primerih, veste, obtožbe nikoli niso dobre, vedno so slabe. Spolne obtožbe so ene najslabših, ker vplivajo na tvoj ugled, dotaknejo se tvoje biti. V nasprotju s primerom velike kraje ali nečim podobnim, veste. Ko pomislimo na primere spolnih napadov, se vprašamo, ali gre za izprijeno miselnost kot pri primeru umora in kako branimo primer umora na popolnoma enak način. Od tožilca zahtevamo, da nosi dokazno breme in dokaže obtožbe. In če imamo obrambo, če imamo priče, ki so bile tam in povedo nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar se je dogajalo, jih pokličemo. To je kot pri vsaki stvari. In vedno, ko dobim primer, vsi vedno rečejo, ta tip je pečen ali ta tip je končan. Veš, imel sem primere s pištolami, kjer so bili DNK in prstni odtisi, pa veš, pištolo so našli v predalu za rokavice avtomobila, ki ga je vozil, pa sem še vedno dosegel oprostilno sodbo. Tako da ne poznamo vseh dejstev in okoliščin primera. In ko jih bomo izvedeli, bomo ugotovili, kakšna bo obramba. Bi vas skrbelo zaradi njihovih preteklih komentarjev na spletu in intervjujev, da bi to lahko imelo vlogo v tem primeru? Mislim, da je vsaj, tudi če govorimo tukaj v Združenih državah, vprašanje izbire porote, kako lahko najdeš pošteno in nepristransko poroto. Ker je to razlika med njimi in drugimi ljudmi, ki so na koncu aretirani in obtoženi. Včasih se to zgodi iznenada, včasih pa ne vem. Jaz nisem vedel ničesar o Billu Cosbyju, prav? Nisem bil v tistih krogih, ko jo je spoznal, ampak poznaš ga po Jellovju. Ljudje so bili, veš, nekateri ljudje. Ja, nekateri ljudje so bili kot, o moj bog, poznal sem ga, veš, to sploh ni presenečenje. Drugi ljudje pa so bili kot, kaj, ameriški oče? Odkot pa to? Andrew in Tristan Tate. Zdaj, spet, nedolžna sta, dokler se jima ne dokaže krivda. Ampak moram vprašati, njuni komentarji, mislim, se sprašujem, ali bi to lahko bil zaplet za njiju. Ali A, poskušata dobiti pošteno in nepristransko poroto. Spet, ne poznam vseh standardov v Združenem kraljestvu in kako deluje pravni sistem, ampak si tudi predstavljam, se sprašujem, ali bi se to lahko uporabilo kot dokaz. Zato me to vedno skrbi, ko zastopam nekoga pomembnega. Ker bojo vedno obstajale izjave ali pa bo vedno nekaj na internetu, še posebej zdaj, tudi pri ljudeh, ki niso znani. Veste,
ampak ko zastopam posameznike, odmevne posameznike, katerih sem imel že veliko, me skrbi, kaj so rekli. In kar me včasih še bolj skrbi, je, kako tožilci to uporabijo, kako to izkrivijo in uporabijo. Tudi to se pogosto dogaja. Poglejte rejperska besedila, ki jih danes uporabljajo. Imel sem primere, kjer so državni tožilci ali zvezni ameriški tožilci manipulirali z besedami, da bi ustrezale njihovi zgodbi ali pa so jih popolnoma spremenili. Enako je z rejperskimi besedili. Ali me skrbi, če nekdo govori, da nosi 45-ko in se vozi po soseski? Seveda me to skrbi, ker vem, da se bom moral s tem soočiti. Torej, vse je odvisno od tega, kaj bodo uporabili in kako bodo to uporabili. Mislim, da bi morali to resno preučiti, vsaj v Združenih državah. Vedno sem bil zagovornik tega, da se resnično zoži obseg reperskih besedil, da se zoži obseg tega, kar posameznik izreče, ker smo država in smo država svobode govora. Zožati ga tako, da je prilagojen konkretnemu primeru. Posameznik reče, hej, ne maram, veste, ženski so promiskuitetne in potem, veste, so vpleteni v spolno zadevo. In nenadoma tožilec želi to izjavo uporabiti za nekaj drugega. Tako bodo rekli, ampak vemo, da gre za dokazovanje značaja. Veste, tega res ne bi smeli dovoliti. Torej, ali me skrbi? Da. Ali me to zadeva? Da. Odvisno je samo od tega, kakšna je izjava in kako bi jo predstavili. Rad bi vas vprašal še nekaj o tem. CNN poroča tudi, da Florida preiskuje brata, da poteka aktivna kazenska preiskava. In floridski generalni državni tožilec James Offmeyer je na X-u objavil, potem ko je bilo objavljeno, da so brata aretirali, kako se stvari obračajo. ... Kako to vpliva na morebiten primer ali preiskavo na Floridi? Najprej. Sploh ne razumem, kaj je pomenil ta tweet, kako se stvari obračajo. Tudi sam sem to prebral in si mislim, da je nekaj hotel povedati. Jaz sem mislil nekaj drugega. Kot naprimer, kako so se stvari obrnile, verjetno. Kako so se stvari obrnile? Ne vem, kaj je s tem mislil. Očitno veš, poslušaj, če je v teku aktivna preiskava, se ukvarjaš z aktivno preiskavo. Groženj ne prenašam najbolje. Ne jemljem, veš, odvetniki mi ves čas pošiljajo pisma glede svojih strank in podobnih stvari. Res me ne zanimajo pisma. Ne zanimajo me klici, ne zanimajo me tviti. Če imaš primer, sproži postopek. Če primera nimaš, postopka ne sprožaj in ne tvitaj o tem. Sem tip, ki rad udari ljudi v obraz. In jim ne povem, veš, kot naprimer, hej, mimogrede, če boš to še naprej počel, te bom udaril v obraz. Samo naredi to. Ali jih udari v obraz, ali pa ne. Zame so to ene tistih stvari, kjer grožnje zame ne pomenijo nič. Dejanja pomenijo več kot grožnje. In če imaš kaj, potem ukrepaj. Tako da, medtem ko se pogovarjava, moja producentka Savana, ki je izjemna, reče, to je šala iz serije The Office. Torej, Michael Scott reče, kako so se mize obrnile, joj. Torej, mislim, da se šali. Nisem tako cool kot James, ki je državni tožilec Floride. On je veliko bolj cool. On je veliko bolj cool kot jaz. Jaz tega nisem razumel. Prebral sem to in mogoče je to zato, ker sem tako star, nisem razumel, ampak dobro je, da to postavimo v kontekst. Kaj ne rečem, ne vem, kaj je to. Postavi to v kontekst. Ampak vseeno, kot sem rekel, se niti ne šalim o tem, ko sprožiš postopek proti nekomu ali vodiš primer proti nekomu. To nikoli ni stvar za šalo. Tako so mi tožilci rekli, da bo to zabavno sojenje in dobra vaja zanje. Veš, imaš življenje nekoga v svojih rokah in to ni vaja, to ni zabavno sojenje. To je nekaj, kar jemljem izjemno resno. Mislim, da tudi veliko mojih zaposlenih to jemlje izjemno resno. In kot sem rekel, to ni stvar za šale. Če imaš kaj, sproži primer. Če nimaš, ga ne sproži. V redu, poglejmo, kam bo šlo. Bradford Cohen. Vedno najboljši. V redu, zdaj želim povabiti Emily Maddox. Emily je članica ameriške maršalske službe v oddelku za regionalne zadeve v Severnoevropskem uradu za mednarodne operacije. In zdaj nam bo povedala, kako je potekla aretacija Andreja in Tristana Tatea. Kako se je to zgodilo? Kaj nismo videli na vseh posnetkih, ki so se pojavili na družbenih omrežjih? Tukaj je Emily. Emily, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Torej, najprej, samo da bodo naši gledalci in poslušalci vedeli, ste bili vi ali pa poznate nekoga, ki je bil dejansko prisoten pri aretaciji bratov Tate? Drži? Ja, to je pravilno. In v kakšni blogi? Prav, torej,
Delam za ameriško maršalsko službo in naša agencija je bila odgovorna za izvedbo aretacije. Maršali, dodeljeni južnemu okrožju Floride in Miamiju, so bili tisti, ki so v soboto izvedli aretacijo. Ali nam lahko podate nekaj ozadja o tem, kako se je to zgodilo, kdaj se je zgodilo in kakšen je bil postopek? Seveda, Združene države imajo izročitveni sporazum z Združenim kraljestvom. In v skladu s tem sporazumom so oblasti v Združenem kraljestvu podale zahtevo za izročitev. Ta zahteva je bila NATO posredovana prek Ministrstva za pravosodje. In ko je bila zahteva odobrena, je bila posredovana južnemu okrožju Floride, kjer je zvezni sodnik v Miamiju izdal nalog za prijetje. Ko je bil ta nalog izdan, je bil ta nalog dodeljen ameriški maršalski službi, da so dejansko šli in izvedli aretacijo v tem primeru. Zakaj ravno takrat, prav ko so šli na ta borilni dogodek? Je v tem kakšna strategija ali obstaja poseben razlog, zakaj se je to zgodilo prav v tistem trenutku? Razlog, kolikor lahko povem, je bil v tem, da je bilo takrat javno dostopno, da bosta brata Tate obiskala ta dogodek. Zato je bila odločitev sprejeta, da to storijo takrat. Ali obstaja kakšna skrb glede njiju, ker sta zelo izpostavljena in premožna? Ali to vpliva na način prijetja? Seveda, ja, to bo vedno vplivalo, tako kot tudi številne druge podrobnosti. Naša prednostna naloga bo vedno, da aretacijo izvedemo čim bolj varno. In to je naša glavna prednostna naloga. V tem primeru, tako kot v drugih. Videli smo video posnetke na družbenih omrežjih, družbena omrežja so bila preplavljena z vsemi temi posnetki njihovega pridržanja. Česa pa nismo videli? Kaj se je dogajalo, česar nismo videli, kar ni bilo zajeto s telesno kamero, glede tega, kako so bili aretirani, kako so bili obravnavani, katera vprašanja so jim bila zastavljena, kako so jih preverjali? Kaj se dogaja, česar ne vidimo? Torej, velik del, ki ga ne vidite, je pravni postopek, ki sem ga prej razložila. Postopek, kako sploh pride do izdaje naloga. Ampak v tem primeru je bila aretacija zelo hitra. Res je bilo tako, tam res ni bilo nobenih težav in zato se tam res ne dogaja veliko, česar ne bi videli. Koliko različnih enot je dodeljenih k takšni aretaciji? Koliko različnih oseb je vključenih? Prav, odvisno je od aretacije. In nimam točne številke za tisti dan. Toda delovne skupine maršalske službe, kot je tista v južni Floridi, so sestavljene iz več različnih organov pregona iz tega območja. To bi vključevalo na primer policijsko upravo Miamija, pa tudi druge zvezne, državne in lokalne agencije, ki sestavljajo člane delovne skupine. In tako bi bilo več njih tisti dan prisotnih. Razumem. Poglej, to sem že omenil in zdi se, da bo to velika pravna zadeva, boj za izročitev. Obstaja ta sporazum, kaj ne? Obstajal je dogovor med Združenim kraljestvom in Romunijo, da če v Romuniji poteka postopek, Združeno kraljestvo ne more izdati naloga za prijetje. Ali poskušati doseči izročitev bratov Tate, dokler se romunski postopki ne zaključijo. Ne vem, koliko je v to vpletena služba ameriških maršalov, ampak ali pride kdaj do tega, da rečejo, da tega ne morejo storiti zaradi Romunije? Ali je do tega sploh prišlo zaradi Romunije, ali pa so se romunske oblasti oglasile in rekle, da tega ne morejo storiti? Združeno kraljestvo, oprostite, ampak tukaj je težava. Prišlo je do konflikta. Prav, o tem ne morem govoriti posebej. Fublas filo, po katerem je delovala služba ameriških maršalov, je bil zvezni nalog za aretacijo, ki ga je izdal sodnik v južnem okrožju Floride. Tako ima služba maršalov tam naša pooblastila, tako kot v vsakem drugem primeru, ko je izdan nalog za aretacijo. Pravnih vprašanj v ozadju tega se v resnici ne lotevamo. Razumem. Ali je bilo kaj posebnega glede njihove aretacije, njihove pridržanosti? Ali so rekli ali naredili kaj, kar nam lahko poveste, da? Je bilo omembe vredno?
Ne, kolikor mi je znano, čeprav nisem bila tam na kraju dogodka, so sodelovali in aretacija je potekala brez kakršnihkoli incidentov ali težav. Niso imeli nobenega orožja ali kaj podobnega. Ni. Emily, hvala, da ste si vzeli čas. Mislim, da je to res zanimivo in želel sem vaše mnenje o tem, na kaj bi morali biti pozorni, ko se zgodijo takšne aretacije, še posebej v tem primeru. Seveda, hvala, vesela sem, da sem tukaj. V redu, kot sem rekel, danes je bila obravnava zelo kratko. Bilo je pred ameriško sodnico Lauren Lewis, ki je razpisala novo obravnavo za naslednji ponedeljek. Njihov odvetnik je povedal, da se bodo borili proti izročitvi. Brata sta danes prišla na sodišče. Nosila sta svetlo rjave zaporniške uniforme in lisice. Vse to je po poročanju Associated Pressa. In glejte, to je začetek nečesa, kar bi lahko bilo zelo zanimiv in morda zapleten boj glede izročitve. Sodnik bo moral ugotoviti, ali izpolnjujeta pogoje za izročitev in ali bo, kot smo že omenili, romunski vidik tega primera vse skupaj zapletel. Tako da bomo videli, v katero smer bo šlo to in bomo zelo pozorno spremljali, kaj se bo zgodilo med zdaj in naslednjim ponedeljkom. In seveda, kaj se bo zgodilo naslednji ponedeljek. In to je vse, kar imamo za vas tukaj v oddaji Sidebar, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če mi želite slediti na X-u, Instagramu in v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.